Dober dan. Temo današnjega pogovora o gospodarstvu danes namenjamo kombinaciji športa in biznisa. Ta kombinacija je v času Evropskega prvenstva v košarki, ki pravkar poteka, seveda posebej aktualna. Gospod Blaž Bolcar, vi ste odvetnik, specializiran za športno pravo. Domnevam, da kar dobro poznate pogodbe, ki so sklenjene med Košarkarsko zvezo Slovenije in sponzorji. Če jih ne poznate vseh podrobnosti, pa vsaj okvirno. Zato bi vas prosila za začetek splošen komentar o tem, ali prinašajo te sponzorske pogodbe pozitivne učinke za vse sponzorje, ali so kakšne stvari, ki recimo lahko kasneje, ko se bo delala bilanca pod črto, prinašajo komu tudi razočaranja. Konkretnih pogodb jasno ne morem komentirati, me veže poslovna skrivnost in poklicna skrivnost. Je pa pri sklepanju vseh teh sponzorskih pogodb vedno pomembno natančno opredeliti pravice. Predvsem gre za to, da morajo vsi sponzorji, preden se odločajo za vstop v neko sponzorsko razmerje, natančno vedeti, kaj želijo. In si na podlagi tega zagotoviti tudi ustrezne pravice. Jasno je tukaj na prvem mestu ekskluzivnost, ki je ključnega pomena v vseh sponzorskih razmerjih in vkolikor si sponzorji, naredijo domačo nalogo pred sklenitvijo pogodb, imajo zelo lepe možnosti, da bodo na koncu, tako kot ste sami rekli, pod črto ob delanju končne bilance zadovoljni. Pa lahko navedete kakšne primere pogodb, ki so v bistvu dobre, zgledne, pa tudi mogoče take, ki so bolj slabe, glede na sponzorski vložek. Vseeno, da ne bi čisto na splošni ravni ostali. Ja, težko. Tukaj še enkrat, kaj konkretnih primerov ne smem komentirati. Pomembno je vsa razmerja sponzorska iti z neko zavestjo, da gre za investicijo. Tako kot v investicijo mogoče v neka tehnološka sredstva, in to investicijo ovrednotiti, jo ustrezno zavarovati in samo v takih primerih potem dejansko se sponzorstvo izplača. Potrebno je, kot sem rekel, zavarovati se za primere recimo ambush marketinga, kar v Sloveniji ni razvito. To je treba razložiti, kaj je to ambush marketing. Ambush marketing gre za dejanja marketinga iz zasede, ko se mogoče naši konkurenti na trgu povezujejo svojo blagovno znamko z dogodkom, katerega sponzor smo sami in na ta način skušajo pri potrošnikih vzpostaviti zavedanje, da so sami del tega dogodka. Seveda je treba v takih primerih ustrezno reagirati, to se pri nas počasi že dogaja. Kaj to pomeni ustrezno reagirati? Zaščititi svoje pravice, se pravi, kakega konkurenta na trgu pozvati k prenehanju s kršitvami in mogoče tudi sodno ukrepati, ne nazadnje. A se je to zdaj v času Evropskega prvenstva v košarki, ki zdaj poteka, že zgodilo? Dobro, ni treba omeniti, ste rekli, da ne boste, ampak verjetno veste pravzaprav natančno, o katerih primerih govorite. Ja, seveda. Ambush marketing se dogaja vedno ob večjih športnih dogodkih in Evropsko prvenstvo v košarki ni nobena izjema. Teh primerov imamo na dnevni ravni veliko, seveda gre od nekih manjših, pa vseeno, pa do večjih. Tako da večkrat smo že pozvali organizatorja naj ustrezno ukrepa in to se je tudi zgodilo, moram reči tukaj. Košarkarska zveza, mislite? Podjetje EP 2013, ki ima pravice za organizacijo Evropskega prvenstva. Tako da tukaj se zadeve odvijajo praktično pričakovano, mogoče se ne uspe ujeti vsega, velike stvari se pa le uspejo preprečiti. Zdaj pa pogledava še en primer. Kaj je recimo dobila Slovenija kot država z tem svojim vložkom, mislim, da je bilo prek 6 milijonov evrov, v to družbo z omejeno odgovornostjo EP 2013, ki ste jo prej omenili. Kaj pravzaprav lahko izplen za Slovenijo s tem vložkom? Ja, najprej naj vas mogoče popravim, da je ta vložek ni bil vložek v družbo, ampak da je šlo za direktno plačilo kotizacije, koliko je to meni poznano, Mednarodni košarkarski zvezi FIBA Europe. Slovenija na ta način
Vlada Republike Slovenije je na ta način poravnala obveznosti iz naslova kotizacije, ki predstavlja, mislim, da nekje 50% tega zneska, medtem ko preostanek je šel pa za oglaševanje blagovne znamke I Feel Basketball, ki pa se ne sme oglaševati na članskih košarkarskih tekmah pod okriljem FIBA Europe. Tako da Slovenija je iz tega dobila praktično pravico do organizacije Evropskega prvenstva in do oglaševanja blagovne znamke I Feel Basketball na tekmah mlajših starostnih kategorij. Zdaj, ko omenjate to parolo I Feel Basketball, mi poznamo ta naš slovenski slogan, tako rekoč državni, I Feel Slovenija. Zdaj, če pogledamo pač recimo panoje okrog košarkarskih igrišč, je vedno v prvem planu en drug slogan pravzaprav, Visit Spain, kako da ni bolj upadljiv pa I Feel Slovenija. Zakaj je to tako? Ja, se moram popraviti. Je videti, da nas v teh dneh prežema to košarkarsko vzdušje in zato sem napačno uporabil I Feel Basketball, ki je tudi en izmed sloganov Košarkarske zveze. Jasno, mislil sem na I Feel Slovenija. Na to pravico. V redu, tako. dobro, to me je videti, zavedlo. Da smo vsi prežeti s košarko te dni. Nekako tukaj je prišlo do, bom rekel, nekega presenečenja. V okviru organizacije se je Slovenija s tem, ko je vplačala ta znesek, pridobila pravico z oglaševanjem blagovne znamke I Feel Slovenija v odnosu do FIBA Europe. To je mednarodna košarkarska zveza na nivoju Evrope. Ko se je pa zgodilo, da je ta mednarodna košarkarska zveza na nivoju Evrope prenesla vse svoje pravice od trženja na mednarodno košarkarsko zvezo na ravni sveta, FIBA World, je pa prišlo do tega, da ima FIBA World že dlje časa sklenjeno ekskluzivno pogodbo z blagovno znamko Visit Spain. Španci tudi naslednje leto gostijo svetovno prvenstvo v košarki in enostavno je ta pravica nekje poniknila. Nimamo pravice oglaševati na naših tekmah in sploh v povezavi z Eurobasketom blagovne znamke I Feel Slovenija, temveč moramo pogodbeno gledano oglaševati blagovno znamko Visit Spain. Kaj mislite, da je to bil v teh pripravah in na sklepanje pogodb tak spodrsljaj? To je bilo spregledano. Konec koncev je le investicija, da promoviraš Slovenijo, pa potem... Gotovo. Tu je šlo za kar veliko presenečenje in težko komentiram konkretneje, ker nisem seznanjen z vsebino teh pogodb, ampak lahko bi mogoče rekel, da se v tem primeru bi se lahko gotovo pogajali za znižanje kotizacije, ampak kot sem rekel še enkrat, ne poznam vsebine vseh teh pogodb in težko komentiram. No ja, se pa vse da slutiti, ne? To pa. Ja, v redu je. Zdaj še zadnje vprašanje. Mislite, da bi lahko slovenska podjetja boljše izkoristila to prvenstvo v košarki? Oziroma, da so bila mogoče kakšna preveč narodna, da niso znala izkoristiti vseh možnosti marketinga? Ja, tako bi rekel. Počakajmo na konec prvenstva, da bomo lahko potegnili črto in videli, kakšni so bili izpleni, kdo je zadovoljen in kdo ne. Gotovo je, bom rekel, marketinški izplen teh podjetij zelo odvisen tudi od iger slovenske reprezentance. Jasno, če nas bo neslo do finala, bo izplen bistveno višji in boljši. Nasplošno pa lahko rečemo tako, podjetja, ki so zgodaj pristopila k sponzorstvu tega projekta in podjetja, ki so že nasploh aktivno bila udeležena pri promociji skozi košarko, se pravi skozi Košarkarsko zvezo tudi v prejšnjih letih in so torej imela neke tržanske aktivnosti naravnane že skozi celotno leto, bodo na koncu sigurno več požela. Kdo se je pa priključil Eurobasketu relativno pozno ali pa začel neko svojo sponzorsko aktivacijo izvajati šele poleti, recimo avgusta, ko nas je itak iz vseh radijskih reklam, televizijskih reklam in z vsakega praktično plakata spremljala žoga, bo težko vzpostavil neko pravo pristno razmerje do potrošnikov in na ta način požel ustrezne in prave rezultate. Pa mislite, da je to pravo razmerje oziroma pravo pričakovanje, da recimo nek sponzor, ki je vložil recimo $500,000 v sponzorstvo in se s tem uvrstil med glavne sponzorje, lahko pričakuje trikratni učinek tega?
To bi bilo super. To bi bilo super. Konkretnega primera, da bi poznal tako dobre učinke na podlagi sponzorstva v Sloveniji, ne poznam. Vprašanje je, na kakšen način se te svoje aktivacije lotil in se pravi, na kakšen način bo zapeljal svoj return on investment, ne, se pravi povračilo tega vložka. Jaz bi rekel, možno je, če nekomu to uspe, mu je treba čestitati, ker to je edina pravilna in prava pot. Pa mislite, da smo iz tega prvenstva ali pa vsaj podjetja lahko potegnili kakšne nauke za naprej, recimo za kakšne naslednje take velike športne prireditve, ker se lahko sreča, tako kot sem rekla na začetku, šport in biznis? Ja, jaz mislim, da tako veliki dogodki vedno pomagajo, ne, in poženejo kolo malo naprej. Naredimo en korak naprej. Pač Slovenci smo majhni, trg športnega posla ni tako dobro razvit. Tako da gotovo bodo podjetja znala zdaj drugače pristopati k večjim športnim prireditvam in tudi boljše se zavedati, kaj od tega želijo. Mi je pa mogoče na nek način žal, da se to prvenstvo, gre le za prvenstvo stare celine, ni izkoristilo tudi zato, da bi se uredilo področje ambush marketinga, mogoče na zakonodajnem nivoju, vsaj malo, in bi tako tukaj naredili en korak naprej. Še zmeraj smo prepuščeni posameznim primerom, prakse praktično sodne ni, protko je zelo slaba praksa oziroma je ni v okviru Oglaševalske zbornice Slovenije. Tako da tukaj se bomo še lovili in največji manko, ki ga jaz vidim, je, da bi se vzporedno s prvenstvom razvijala tudi ta scena, tudi to področje. Sicer pa mislim, da sponzorji bodo dobili pač neke nove vpoglede v športna sponzorstva. Dobro, gospod Bolcer, hvala lepa za pogovor. Hvala tudi vam.